In se je potem me je pot kar vodila, zapletala. Najprej sem prišel na Južno Indijo, srečal prijatelja v Bombeju in ki je bil v malo nezavidljivi situaciji in sem ga zagrabil in sva šla v hribe in sva padla v en ašram, yoga ašram in sva rekla, to nas zanima in so naja učili in sva ostala par mesecev. Pa so se naučila tiste joge, so rekli, zdaj pa to lahko delate, kjer ste. Svideli. In to je zelo pomagalo, seveda tudi. Kako so organizirali te ašrami? Ti prideš in potem je treba kaj plačati ali te kar vzamejo? Tvoje hotenje vedeti je plačilo. To, da hočeš vedeti. Takrat je bilo tako. In tudi pravo znanje v bistvu dobiš zaradi tega, ker hočeš vedeti. Midva sva prišla v ta ašram, ki je bil yoga ašram, znanstveni ašram, prvi znanstvenih ašram, s vami Kajvalananda. Midva sva prišla tja, seveda bi mogla pokriti stroške spanja in hrane, ampak so rekla, nimava denarja, zanima naja, kako lahko poplačava, in so rekli, v redu, če hočeta vedeti, bomo povedali. In so nama dali za jesti in za spati in vse, kar sva rabila in se je to dogajalo. Dokler se nisva naučila. In seveda, ta odnos potem postane zelo prijateljski, zelo pristan, veš, da sva pomagala, pri čemerkoli se je le dal v samem ašramu. Pa si potem na poti v Indijo se že kaj, recimo v Iranu, v Turčiji ustavljal? Ja, čez cel Iran. Čez celo Turčijo, čez cel Iran. Fotografiral sem takrat v glavnem črno-belo? Fotografiral sem črno-belo v glavnem. Imel sem en majhen aparat, ko sem šel na pot, neka lajka je bila. Tak majhen aparat, s katerim sem fotografiral. Kasneje sem dobil boljši aparat, pa sem mi enkrat celo ukradel aparat in tako naprej. Ampak vedno sem se znašel, imel načina, da sem s svojo spretnostjo in znanjem se znal prebiti čez vse. Edine dva zakona, ki sem jih res spoštoval, sta bila ne beračiti in ne krasti. Vse ostalo je bilo dovoljeno. Je pa nekako bilo dovoljeno. In nikoli nisem zabredel težave. Mislim, kakšne večje. Čeprav sem videl, kako ljudje na popotovanju zaidejo težave, ker se pokvarjajo tudi z neumnimi stvarmi. Jaz nisem nikoli drog švercev, nisem nikoli orožja švercev, nisem nikoli se ukvarjal z ničemer. Je bilo kakšno zanimivo mesto na poti v Iranu, recimo, kjer si se ustavil? Zelo mi je ostal spomin Herat. V Heratu sem kar bil par tednov v tem kraju in mi je zelo ostal. Kaj se je še dalo iti skozi Afganistan, ne? Čez Afganistan, čez Iran. Enkrat sva midva potovala skupaj čez cel Južni Iran in čez Južni Pakistan, čez Kveto. Čez Kveto, ja. Tiste je bilo tudi avanturistično, ko smo se peljali čez neki gorski prelaz in tam je bila neka dolina, ki je imela od spodaj na S-ovink, pa spet navzgor. Tako je od Kveta naprej, ne? Ja. Se spomnim tega, ja? In če si, ni bil, drugače ni imel. Ampak, če je šel kamion, ker te kamioni so bili 3-krat preveč naloženi, tipični pakistanski kamioni, gore ene 6 učencev, kakor na jadrnici visijo, kavion v vink pele. Zdaj, če je šel prehiter, se je prevrnil. Če pa ni šel dovolj hiter, pa na strani gor prišel. Pa je bilo treba kamion razložiti, pa tudi problem. In to je bilo Formula 1. Tukaj je bilo par 100 ljudi na obeh straneh prelaza, so sedeli in gledali in po enega so spuščali in navijali, na drugi strani ene 100 ljudi čakali, ki so ga ujeli kamion, pa kamne podstavljali, da ne bi nazaj zlezel, porinali čez. Ja, mi smo